Boga Očeta in občinstvo svetega duha z vami vsemi. In s svojim duhom. Lepo pozdravljam med nami gospoda Stankota Rozmana. Danes verjetno skoraj prvič somašujeva. To pa zato, ker gospod Stanko Rozman je prihajal tudi v našo župnijo v pomoč. In takrat, kadar nisem mogel jaz biti na Logu, je maševal tukaj v tej kapeli, mu je malo domača kapela in ga z veseljem pozdravljam. Seveda nisva skupaj somaševala, ker sem bil jaz sočasno v drugi cerkvi v Nanjih Goricah. Danes sem pa vesel, da sva lahko skupaj pri Božjem oltarju. Lepo pozdravljam tudi gospoda Janeza Mesca. On je moj predhodnik, pa ne v župniji Brezovica, ampak v župniji Nova Oselica in Stara Oselica, kjer je bil pred mano 2 leti župnik. In potem sem jaz prišel za njim, ko se je zopet vrnil nazaj v misijone. In morda, ne vem, če sem že kdaj omenil, ko sva šla skupaj na letališče Brnik za odhod in polet proti Madagaskarju, seveda preko Pariza, preko Francije, mi v spominu ostaja ena beseda, ne vem, če sem že kdaj povedal, prav tole, kar imam, v desni pa v levi roki, ta potovalka, to je tisto, kar imam, drugega nimam. In to me bo spremljalo zdaj naprej, prihodno leto. Če kaj nimam, ne bom imel. Ni tako kot doma, ko se lahko vrnem, pa še kaj poskrbim. Mi je dano misliti, kako je tako odhod v misijone drugačen. Zato, ker se zapušča domačo domovino in odhaja k ljudem, ki so tudi Božji otroci in upravičeni za Božjo znanilo. In tako smo lahko hvaležni za 52 let misijonskega dela gospoda Stanka Rozmana. Če bom pa na pamet zračunal, pa je 23, premalo. 25 let za gospoda Janeza Mesca. Hitro gre čas naprej, zato kakšno leto pogrešim. In pogostokrat se spomnim tudi na tvoje delo, čeprav daleč od nas, pa vendar z mislijo na skupno delo za Božje kraljestvo. Pri tej sveti maši se bomo spomnili vseh pokojnih, laičnih misionarjev, pa tudi vseh vas živih, ki ste delovali v pomoč po misijonskih postojankah, krajih, župnijah, da bi naša molitev bila iskrena, da bi bila Bogu blizu, da bi lahko bili čim bolj podobni Mariji kraljici, ki danes goduje. Naj bo prošnja k Bogu za odpuščanje greha, da bi s čistimi srci obhajali sveto daritev.